Mladi se bodo v ekipi za igro med dvema ognjema razdelili tako, da bodo tisti z listki, na katerih so napisane značilnosti nasilja, v eni ekipi, lastniki listkov z značilnostmi konflikta pa v drugi. Žrtev situacije sama ne more rešiti, rabi podporo. Nasilje. Nasilje, pridem. Konflikt lahko rešite posameznika med sabo. Pa konflikt. Bravo. Neprijetna situacija. Konflikt. Škodljiva situacija. Odgovorna je oseba, ki nasilje povzroča. Nasilje. Vsi nosijo odgovornost. Po moje konflikt. Konflikt, gleda se večja ekipa. Doživljajo ga vsi. Konflikt. Doživljajo povzročajo ga le nekatere osebe. Konflikt. Ne, nasilje. Nasilje ga le nekatere osebe, ker konflikte imamo vsi, ne? Enakovredni posamezniki. Konflikt. Nesorazmerje moči. Nekdo je močnejši, bolj priljubljen, jih je več. Nasilje. Nasilje, to je en največjih pokazateljev, ne? Pridi, nasilje. Karkoli naredimo, ne moremo nič spremeniti. Nasilje. Ima na vse vpletene negativen vpliv. Nasilje. Ko je rešen, lahko poglobi odnos. Konflikt. Andreja se spominja, da je tudi sama v osnovni šoli veliko časa preživela na šolskem igrišču, kjer se med vrstniki dogajajo tako konflikti kot tudi nasilje. Ni pa vsak prepir tudi že nasilje. Ja, pač konflikti se dogajajo vsak dan. Ja, pa konflikt je recimo, ko se s prijateljem recimo o čem ne strinjaš in pa sta pol malo skregana recimo za en dan. Nasilje je pa res, ko se dogaja po več časa, ko je malo hujši primeri. Prvo probaš sam rešiti stvar, to jaz naredim, prvo sama rešim stvar. Če pa to res ne gre, potem probam vprašati za pomoč. Gre se do odrasle osebe, ki ji zaupaš. Največkrat je bila to svetovalna služba in lahko tudi pristopiš do prijatelja, če situacija ni tako huda. Mladi se strinjajo. Vztrajno rešujmo konflikte in...